Torej, ko želimo prejeti dokumente, ki smo jih vednost, oziroma pregledati dokumente v vednost, to naredimo tako, da v meniju aktualno klikamo v vednost. Tukaj nas že opozarja takšna plava številka, vkolikor so nam bili poslani kakšni dokumenti v vednost. To pomeni, da moramo pač biti s tem dokumentom seznanjeni, mi smo pa nosilci oziroma sodelujoči. Takole imamo potem seznam dokumentov, ki so bili nam posredovani v vednost. Torej, ta dokument pregledam, preberem, se z njim seznanim in ko sem pač zadovoljen, kliknem na te zahtevke in kliknem zaključi. Torej, ko sem pregledal ta dokument, ki mi je bil poslan v vednost. Če se vrnemo v meni v vednost, vidimo tudi, da sedaj imam samo še en dokument, ki ga imam za pregledati. Torej, ki mi je bil še poslan v vednost in ga še nisem zaključil oziroma zaključil s pregledom. Kolikor želim pogledati tiste moje zaključene, takole. To pa tiste, ki sem jih že označil, da sem jih pregledal in sem jih že zaključil. Tako da še vedno lahko za nazaj pogledam moje zaključene dokumente, ki so mi bili poslani v vednost. Torej, to je bil primer, ko je nekdo drug poslal meni dokument v vednost. Če pa jaz želim poslati nekomu drugemu dokument v vednost, poiščem ta dokument, recimo takole, tej zadevi, odprem želeni dokument in ga z akcijo pošlji v vednost pošljem prejemniku v vednost. Tukaj lahko še nek komentar napišem. In kliknem pošlji. Tukaj lahko zdaj tudi vidimo tiste, ki smo bili poslani.